Star pregovor lastnikov kabrioletov pravi, da je najboljši čas za nakup kabrioleta pozimi. Takrat so cene najboljše in takrat je najboljši tudi preizkus tesnenja strehe. Ja, nekaj podobnega ne bi veljalo za avtodome, čeprav zdaj v modernih časih se avtodome uporablja skozi celotno leto, ni več zgolj to nek poletni šport. In je pa res, da so pa saloni oziroma sejmi za avtodome večinoma v zimskem času in tudi praviloma se ti dogajajo v kombinaciji s kakšnimi turističnimi oziroma prosto aktivnostnimi dejavnostmi oziroma saloni. Podobno je tukaj na Gospodarskem razstavišču in predlagam, da si kar pogledamo. Tisti trenutek, ko ti obrneš ključ, pa se odpelješ, si na dopustu. Ko se odpeljem z mojim vikendom uživati. Ker če imamo midva recimo vikendico nekje na morju, je treba pokusiti travo, pobrisati prah. Ne bova recimo s partnerjem ali pa s partnerko ne boš nič skupaj, ker ima vsak svoje delo, svoje zadolžitve in ki konec vikenda rečeš, to smo naredili, ne? Uživali, kje smo pa uživali? Ja, pri avtodomih je treba upoštevati tudi to, da se vseeno vozi malo drugače kot avto. Potovalna hitrost je malo manjša, vseeno upoštevajte, da s sabo vozite hišo, tako rekoč. Tudi varnost na cesti je drugačna. Z avtodomom nesreče res niso zaželjene, potrebno je še malo več previdnosti kot pri avtomobilu, ker je velikost in teža toliko večja od avtomobila, da se mora tudi voznik na te spremembe najprej malo navaditi. Prvo omejitev so pač ceste, podvozi, mestna središča. Jaz bi vsakmu na srce položil, ne z avtodomom mestno središče, parkiraj na obrobju pa potem z javnim prevozom. Mi smo vsem veliki, težki, ukorni, večina od nas je potem še malo živčnih rata, pa pride do kakšne zoprne zadeve. Avtodom je zagotovo dobra izbira za vse tiste, ki ste malo potepuški po naravi, ki za vikend radi kam uidete, je v vas malo nomada. In avtodom daje to svobodo, zagotovo. To je zagotovo prednost, je pa tudi nekaj prilagajanja, kajti to še vedno ni velikost hiše. To imejte v mislih vsi tisti, ki razmišljate o tem, da bi postali lastnik avtodoma ali da bi naslednje počitnice preživeli na takšen način. Ni problem sam prostor, problem je človek. Meni je smešno, ko se na nas obrnejo ljudje pa sprašujejo, mi bi šli pa na Nordkap ali pa na jug Španije, pa 14 dni, pa 3 pari gremo. A res, zanimivo, koliko bo pa nazaj prišlo? Ker se zna zgoditi, da se bodo ljudje požrli. Za kar 77% avstrijskih avtodomarjev je zelo pomembno, da ima avtodom eno zakonsko posteljo, 23% pa raje spi ločeno. No in 61% vseh ljudi, ki potuje z avtodomi, zelo rado bere. 83% švicarskih avtodomarjev pa je reklo, da najraje, ko gre na kempiranje oziroma ko gre v kamp z avtodomom, ima počivanje. Klopi v avtodomu so v zadnjih letih blazno napredovale, kar se tiče udobja. Včasih je bilo mišljeno, da mora biti vse ravno, ker potem narediš ležišče. In zaradi tega, ker tega zdaj ni, je ležišč manj. Druga stvar, ki je, so recimo sedišča. Homologirano sedišče pomeni, da sedeš s pasom, se pravi tako, ko mora biti po nekih posebnih pravilih pritrjen na šasijo in take stvari. In teh je v naših vozilih manj tudi zaradi teže, ker so že sama bazna vozila težja kot včasih, toliko več opreme sabo vozimo. In ker so recimo vozila danes v osnovi že težka, med 2800 in 3100 kg, si že tukaj omejen, recimo. Vse je prostora dovolj za 7-člansko družino. Sam ker po normativih, vsak človek tehta 75 kg, pa zraven moraš prišteti potem še njegovo prtljago, pa določeno težo tudi na vsak meter vozila, se potem matematika več ne izide. Zaradi tega recimo je problem pri prevozu večjih družin. Zgovoren je podatek, da je že več kot 5000 registriranih avtodomov v Sloveniji. Odkje takšno navdušenje nad avtodomi, odkje takšen porast v zadnjih 10 letih, odkje takšno veselje vseh lastnikov teh avtodomov in zakaj je tudi vedno večje zanimanje za najem avtodoma? Ta življenjski slog je pisan na kožo predvsem družinam. Ljudje so veliko skupaj, veliko se družijo, veliko so v naravi, veliko so športno recimo aktivni, da ti vsak vikend neki izlet, vidiš nekaj novega, spoznaš nekaj novega. To je neka stvar, ki familija drži skupaj, otroke k staršem in take stvari. In kakšno zanimivo informacijo o avtodomih oziroma o lastnikih avtodomov najdete tudi na MMC-ju Poševnica avtomobilnost v razširjenem članku, recimo tudi nekaj statistike. Kaj pa tale podatek? 66% avtodomarjev, ko pride v kamp, navezuje stik z drugimi. 35% pretežno mlajših lastnikov avtodomov kempira tudi po zimi, se pravi, gre na smučanje z avtodomom.
pa podatek, ki v resnici se mi zdi sploh ni presenečenje, da so lastniki avtodomov tudi veliki ljubitelji psov. Kar 91% jih vozi s seboj tudi pse. In veliko jim pomeni tudi, kaj je v ponudbi zraven, kjer parkirajo avtodom. Recimo, Skandinavci, oni so najbolj izbirčni, 86% Švedov si želi, da je v bližini wellness ali pa vsaj kakšna savna. Pa še eno pravzaprav sploh ne presenečenje, 84% italijanskih avtodomarjev postavlja na visoko pomembno mesto ureditev kuhinje v avtodomu. Vsi avtodomari pa radi čas preživljajo za mizo. Ja, da o posteljah sploh ne govorimo.